dej vrni mi, no. Vse To bova zdaj... A veš, kakve stvari imam jaz le gor? Moje narke fotke so na telefonu. VIP voditelj na Radiu Robin. Eden izmed najbolj izkušenih VIP voditeljev, ker on je televizijski voditelj že dolga leta, pa tudi fotomodel, tata, mož in izdajalec. Kdo je današnji VIP voditelj na Radiu Robin? David Urankar! Živjo, David! Živjo. Hvala za vabilo. Z veseljem pridem v te konce. Razloži mi ta intro, izdajalec. A veš, da sem se ustrašil, da me ne boš vprašal? Ja, ne. Ja, lej, na RTV-ju si bil, zamenil si RTV za Planet TV. A boljš plačajo ali kako to? Denar pada. Samo dve besedi. Pa te lahko spremljamo v precej priljubljenem podcastu Gospoda. Skupaj z Juretom Godlerjem, ne? Ja, veš kaj, res je lep ta intro in moram kar takoj pozdraviti Jureta, če slučajem posluša luštan podcast. No? Kje sta se z Juretom srečala, bo povedal on. Jure, kako se je vse skupaj začelo? Srečala sva se že dolgo pred tem, ko sem bil enkrat gost na Dobro jutro, ki je bil še David na javnem zavodu. Tam sva se nekako pokonektala, ampak potem sva pa začela tam, ne vem, po letu 2015 golf igrati. Mi sva pa to cool, da bi pa rabila imeti svoj podcast. In žal ni bilo takrat nobenega okrog naju, da bi nama rekel, fanta, kaj pa če ne? Kaj pa vam je recimo Davidom skupno? Kaj imata skupnega? Ljubezen do pijače. Ne, pa se ne, nisem tako. Ampak kakšnih finih viskijev, džinov, to rada podeliva. Kakšno mnenje, kar nama odgovarja. Sam, čakaj, zdaj si nam izdal, da je David tudi hinavc in blefer. Mislim, ljubitelj alkohola, ki ga gledamo na jumbo plakatih kot ambasadorja, 40 dni brez alkohola. Kako boš zdaj to zagovarjal? Ne, jaz ti moram povedati, da jaz od vsega začetka sem zagovornik zmernega pitja. Aha, zmernega? Zmernega. Torej, brez alkohola, kako? Ne, brez alkohola sem pa zdaj 40 dni. Ne, čakaj, 40 dni, dober si, Erika, dober si. Ta zadnji kozarček, ampak samo za nazdrav sem spil takrat, ko sem imel rojstni dan, 25.2. Ja, pa še rojstni dan. Kako ste praznovali rojstni dan? 40 brez alkohola? Jaz brez alkohola. A res? Ja, z mineralno vodo. Z mineralno. Imam fotke z rojstnodnevne zabave in greš lahko čez cel arhiv in me ne boš videl s kozarčkom alkohola. Dobro, bomo preverili tudi to. Jure, kaj Davidu sporočaš zdaj, ko si ga izdal? David, zdrž. Ne vem, koliko minut imate še tako. Pa kot smo že na začetku povedali, si pa tudi mal izdajalca, ne? To bomo preverili zdaj od tvoje bivše sodelovke, seveda. Špela Močnik, a je David izdajalec, ker je pustil delo na RTV-ju in odšel na Planet TV? Ne, jaz ga ne dojemam tako, no. Jaz pravim, da pač, če te priložnost v življenju pokliče in pač slediš, to se mi zdi absolutno normalno in pravilno. Kaj pa ne bi rekla izdajalec, ampak ja, je pa mogoče malo drugače brez njega, no, v daji. Aha, kaj ti gre pa pri njem recimo najbolj na živce? To, da hod ob 10 spat. Ti sva si pa različna, ne, da jaz bi recimo zvečer se družila, pa kdaj, da bi skupaj kaj zažurali, pa kam šli na kakšen koncert, pa za kakšno zabavo, pa to, ampak to ga vedno zbadam. Lej, ti tega ne razumeš, fotomodel rabi lepotni spanec. Pa res, Bog ne dej, da bi imel podečnake, a ne? Točno tako. Danes pa voditelj oddaje šova Denar pada na planetu. David, prvo sezono ste že posneli, to lahko poveva? Ja, je, cela sezona posneta. Tako, zasledil sem, snemali ste na Madžarskem. Ja, res je. Jaz sem zate pripravljenih nekaj besed, ti pa boš mogel povedati, kaj pomenijo. Gre pa za madžarske besede. A si pripravljen? Ja, sem. Pazi, prva beseda. Pens. Kaj bi to bilo? Denar. Penzija, denar ali izdajalec? Denar. A si že slišal za to besedo tam? Možno. Bravo, denar. Gremo naprej. Druga beseda. Šr. Stranišče, pivo ali izdajalec? Pivo. Bravo! Gremo naprej. Olaszország. Italija, Poljska ali izdajalec? Izdajalec. Ne! To je dejansko Italija. Ne, res. Oni rečejo Italiji takole. Olaszország. Pazi, ali si že slišal za, kako rečejo oni, izdajalcu?
Ne, tudi to nisem. No, če te zanima. David Arulu. David Arulu. Voditelj na Radiu Robin. Gostitelj šova Denar pada na planetu. Ob tebi pa tudi ena lepotica, je tako, Lara Medved. Ja, Lara je super. Lara skrbi za denar skupaj s Frankom, našim bodyguardom. Tako da Lara je kar šarf. Ja. Lara je super. Preverimo, kaj pravi ona. V naš studio prihaja Lara Medved. Lara Medved je prišla v studio, ne Denar pada, ampak studio Radia Robin. Čau! Čau! Kako si? Nisem te vajen brez kovčka. Danes imamo vse na TRR-ju. Okay. A si vedel, da pride? Ne. Dobro skriva. Dobro presenečenje. Kaj bi ti povedala o njem mogoče? Ja, David super zgleda, tak fotogeničen. Je boljši fotomodel, če sem prav razumel, kot voditelj, ne? Ne, super se znajde v bistvu v vlogi Denar pada voditelja. Meni je všeč. 8-letna poslušalka sprašuje tole, dejmo slišati, kaj sprašuje. Ali je denar v vaši oddaji pravi? Diši pa pravim. A veš, kako bom rekel? Da tist, ki ga gledalci usvojijo, je definitivno pravi. Tisti je pravi, to je tisto ta glavno. Ja, to je najbolj važno. Mendaj imata zdaj vidva zame neki izziv. Kaj ste pripravili? Ja, vidva imava zate izziv. Rečemo, da si prišel tam nekje do 6. vprašanja in imaš 3 možne odgovore. Aha. In vidva se ti bo postavila eno vprašanje. Dobro. A si pripravljen? Sem pripravljen. Koliko imaš še denarja s sabo? Ja, zdaj, jaz nimam denarja. Imam pa tle nekaj mojih, zdaj sem zbral nekaj mojih bolj vrednih zadev. In sicer službeni računalnik, pol imam moj osebni telefon, pa ključe od hiše. Ok, v redu. Tako da jaz mislim, da je to kar veliko enih vrednostnih zadev. Najprej dobiš niz odgovorov. Prvi možni odgovor je Vitovska grganja. Drugi možni odgovor je Merlo. Tretji možni odgovor je modra Frankinja. Ok. Si pripravljen na vprašanje? Sem pripravljen. Katera je avtohtona vrsta primorskega vinorodnega okoliša? Minuta teče zdaj. Zdaj tle, en odgovor na Primorskem so te kao Vitovlje pa to, ampak mislim, da je to kao neka fora, ne? Zato bom jaz dal na tale Merlo, imaš ti, ne? Merlo, pa modra Frankinja. Še telefon in tole. Modra Frankinja, vem, da je na Dolenjskem, zna biti spet neka fora. Ključe od hiše dam na modro Frankinjo. Se pravi hiša. Te Vitovske, kaj imaš Vitovske? Vitovska grganja. To pa ni, ker je prelahko. Evo, minuta je potekla točno zdaj. Ključi so že padli. Pravi, hiša je odpadla. Merlo tudi ne. Čakaj, ne spusti dva. Ne. Vse si izgubil, prijatelj. Ne, dej vrni mi, no. Vse si izgubil. Veš, kakve stvari imam jaz tle gor, moje nage fotke so na telefoni. Zdaj sem vem, kaj hujš to, da sem izgubil tiste zadeve, ali tudi, da imam poslušalce z Primorske, ki se zdaj doma križajo. O moj bog. Ne, mi tega nima že več. Na Radiu Robin. Ja, se to je. Voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.